Gospod Simič, zakaj ste se vi v polemiki glede plače gospoda Brodnjaka strani ministra Mesca oglasili z izračunom, koliko prejme na račun Brodnjak in koliko država? Predvsem zaradi tega, ker treba javnosti povedati, koliko dejansko gospod Brodnjak dobi denarja, kajti tako, kot je bilo rečeno, 1 milijon evrov je 171 tisoč je bruto in potem ugotoviš, da dobi neto 400 tisoč. To je ena razlog. Drugi razlog je zaradi tega, ker jaz opažam, pa verjetno tudi drugi opažajo, da vedno več, bom rekel, slovenskih podjetij, ki je imelo uprave v Sloveniji, sedeže svojih uprav preseli v druge države, recimo na Hrvaško in tako naprej. In mi s tem izgubljamo določen vir dohodka, kajti ne gre za majhne plače, gre za visoke plače. Kakšen vir dohodka izgubljamo? Izgubljamo prispevke in dohodnino. Te dve zaradi tega, ker če nekdo se preseli sedež uprave na Hrvaško, potem plačuje tam, oni tam živijo, ponavadi se tudi potem preselijo za družino, postanejo davčni rezidenti Hrvaške in enostavno jaz tega ne razumem. Razumem izjave ministra in bom rekel obeh ministrov. Mi smo pred volitvami in normalno, oni pač govorite tistim, katerih je več in pričakujete njihove glasove, ampak to ni način. Mi moramo biti tudi država, kjer imamo visoko plačane strokovnjake in banke so zmeraj bile po vsem svetu tiste, ki imajo visoke plače. Zdaj minister Mesec je izračunal, da bi delavec na aktualni minimalni plači za enoletno Brodnjakovo plačo, ocenjuje na 1 milijon evrov, moral delati kar 60 let. Mislim, da je to prvo neprimerljivo računanje, drugo bi pa jaz tudi lahko izračunal, da bi kakšen minister naredil kaj več, kot je naredil minister Mesec. Ampak zdaj očitek Levice je ves čas, da gospodarstveni oziroma menedžeri prispevajo premalo v državni proračun oziroma da so njihove plače prevelike v primerjavi z delavskimi. Kako gledate zdaj na ta očitek in to dilemo? Še enkrat bom povedal, da to so neprimerljive zadeve. Torej v celem svetu vse posod imamo dobro plačane in slabo plačane in to bo obstajalo zmeraj. Torej lahko edino, če bi kakšna država prišla, ki bi pač uvedla, da bi država dajala plače vsem enake, to se lahko zgodi. Ampak mislim, da to, kar se dela sedaj pri nas in kaj se dogaja, da se nenehno napadajo menedžerji, ni primerno in res vsak pameten menedžer, pa vsaka pametna, bom rekel, lastnik nekega podjetja se bo odločil, da bo celotno podjetje predstavil kam drugam, pa samo svoje menedžerje. Kajti mislim, da tisti, ki tako veliko prispevajo v državni proračun, bi jih morali predvsem spoštovati, ne pa obsojati. Ampak minister Boštjančič pravi, da so morajo tisti menedžerji najbolj plačani, ki prispevajo, kot vi pravite, ne več v državni proračun kot ostali, ob kritikah vlade tudi sami pogledati v ogledalo. Mislim, v tem obdobju bi se moral pogledati v ogledalo, mislim, ne bi komentiral. Mislim, kaj takega povedati, sploh pa minister, ki je bil včasih menedžer in to krizni menedžer, da tako govori o svojih nekdanjih kolegih, če govorimo zdaj, da so pač na različnih straneh, ni primerno in v ogledalo bi se lahko predvsem pogledali tisti, ki državni proračunski denar trošijo za nekontrolirano za zadeve, za katerih ne bi smeli trošiti. Kako pa vi vidite obstoječe stanje, kar zadeva obdavčitev plač v Sloveniji? Delodajalci se na nek način zavzemajo za razbremenitev dela, medtem ko vlada odgovarja z dvigom minimalne plače. Zdaj minister Mesec pravi, da bo minimalna plača 1000 evrov neto. Torej, oni lahko določijo, karkoli želijo zakonsko. Jaz samo lahko povem to, kar vidim tudi pri meni v podjetju. Se delamo veliko, prijavljamo veliko dohodkov naših, bom rekel, davčnih rezidentov, ki delajo v tujini. Torej, redko, mislim, da skoraj nismo še naleteli na državo, da bi v Sloveniji ne bilo doplačila. Povem, tudi če gledamo švicarske plače, so manj obdavčene kot so slovenske in tako naprej. Avstrijske so tiste zelo visoke, pol grejo gor, ampak tiste povprečne, tiste, ki jih imajo naši zdomci, so obdavčene v Avstriji manj kot v Sloveniji. In če gremo gledati v primerjavi s Hrvaško, vsak normalen menedžer, ki se lahko odloči med Hrvaško in Slovenijo, se bo odločil za Hrvaško, ker so plače dosti manj obdavčene in mi moramo to gledati, ali želimo biti pač neki center, svetovni center, kjer bodo pri nas menedžeri, kjer bodo pri nas velika podjetja, ali želimo imeti neko povprečje. In kaj po vašem mnenju bi morali imeti v Sloveniji in kaj Slovenija s takšno davčno politiko plač izgublja? Torej, to, kar izgublja, to že vemo, koliko podjetij je preselilo svoj sedež, tudi so šli v Srbijo, Hrvaško. Mi izgubljamo predvsem dobre davkoplačevalce, kateri plačujejo, bom rekel, dohodnino še za par tisoč tistih z nižjimi dohodki. Samo, če pogledate zgornji do 6, torej 5. dohodninski razred, boste ugotovili, da tistih 5500 ali koliko jih je že zavezancev, plača več dohodnine kot 940 v prvem dohodninskem razredu. In to bi moralo biti merilo, da si želimo več tistih, ki imajo visoke dohodke. Če se navežem na napoved prispevka, po kateri logiki, vladni ali gospodarski, bi državljanom zaposlenim ostalo več v žepu?
torej sigurno po gospodarski, ker vsi vemo, da že ta reforma, ki se je odpravila leta 2022, je zmanjšala plače, potem smo imeli še dodatno dolgotrajno oskrbo in vse gre v tej smeri, da se bodo še dohodki, mislim, da se bodo obdavčitev še povečevala in to ni nobene potrebe, ni potem, torej mi lahko gremo tudi z nižjimi dohodki, normalno treba bo znižati porabo, s porabo se počitno nobene ukvarja toliko, koliko se ukvarjajo z visokimi davki. Kaj po vašem mnenju, glede na to vse, kar ste povedali, čaka naslednjo vlado glede obdavčitve plač, če tudi jo bo recimo vodil Robert Golob? Torej, če bo vlado vodil Robert Golob, povemo, da bo šlo na isti način, kot je sedaj. Menedžerji se bodo še naprej morali nekam drugam preseliti, če bodo hoteli imeti normalno plačo in si zagotoviti pač neki normalni status. Če bo prišla pa druga vlada, se bodo pa zadeve prav gotovo, jaz upam, prespremenile, da bo prišlo do nižje obdavčitve, da bodo zavezanci oziroma zaposleni imeli više plače, kot jih imajo sedaj in normalno bo treba potem tudi rezati na odhodkovni strani. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.